Zdaj smo še pa pri verjetnosti. Verjetnost je ena taka zadeva, ne. Nas zanima pač, kakšna je verjetnost, da se nekaj zgodi. Se pravi, kaka je možnost imamo, da se zgodi. In v bistvu samo moramo se nekako za neki procent možnosti, tako si rečem, pa kaka je možnost zdaj, ne, da dobim korono, ne, in nam povejo, kaka je možnost, ne. Možnost je, ne vem, vsak tretji prebivalec ima. Se pravi, če nas je milijon, ne, pa vsak tretji ima, se pravi 300 000 je tistih, ki bi potencialno lahko nas okužili, ne. In zdaj pač vedno se nekaj zanima, ne, kaka je verjetnost, da se to zgodi, ne. Kakšna je verjetnost, da nas udari strela, recimo. Kakšna je verjetnost, da zadenem na lotu, ne. Ja, verjetno je bolj verjetno, da vas zadene strela, kot da zadenete na lotu, ne. Samo jaz ne vem, kako bi to pretvorili v številke. Za strelo, za loto vem. Oziroma tudi ne vem, ker ne vem točno, kako se loto igra. Vsekakor se ne izplača po navadi, no. Verjetnost označimo s P. To zato, ker se reče po angleško probability, ne, verjetnost. Probably se bo zgodilo. Ne vemo točno, nismo ziher, če se bo. Dogodek označimo z neko veliko črko, a ne, in potem imamo M, je število vseh ugodnih dogodkov. V našem primeru je, da zadenemo na loto, ne. N je pa število vseh dogodkov, se pravi vseh možnih kombinacij, ki bi se lahko zgodile, a ne. No, in verjetnost izražamo v bistvu v procentih oziroma v deležu. Če izražamo v deležu, potem je nič možnosti, da bi se zgodilo, to je nemogoč dogodek. Se pravi, tako se ne more zgoditi, ne. Nemogoč. Nemogoče. Če je pa ena verjetnost, potem pa gotovo. Ne. Recimo, kaj je gotov dogodek? Ja, gotovo je, recimo, gotovo je, da če jaz primem ta svinčnik, bo padel na tla. Ne. Nemogoče. Kaj pa nemogoče? Nemogoče je pa, da jaz zadenem na lotu, če nimam listka. Nemogoče. Ne. No, pa dajmo par nalog narediti, da boste videli, kako to izgleda, ne. V posodi imamo 4 črne pa 6 belih kroglic. Na slepo izvlečemo 1 in kolikšna je verjetnost dogodka A, da je izvlečena kroglica bela. Se pravi, prva naloga. 4 črne, 6 belih. Zanima nas, a bela kroglica je izvlečena. Se pravi, zanima nas verjetnost tega dogodka. Zdaj, najprej me zanima, koliko je vseh možnosti, ko mi vlečemo ven kroglico. Ja, imamo 10 kroglic, ne. In zdaj, kaka je pa možnost, da izvlečemo ravno bela? Ja, 6 možnosti imamo za belo, pa 4 za črno. Se pravi, damo 6. 6 deljeno z 10 je 0,6 je verjetnost, da bo izvlečena kroglica bela. 0,6. Ja. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni pač, da je večja verjetnost kot pol, da jo bomo izvlekli. Kar je nekako logično, ne, ker je manj črnih pa več belih. Če bi vas pa kdo vprašal v procentih, pa to preprosto pomnožite, ne, s 100. Se pravi, 60% je pa možnosti, da izvlečemo belo. Tako. Okej. Zdaj pa gremo na drugo nalogo. Zdaj za test, a ne, je ta prva veliko bolj verjetna kot ta druga, ke je malo težja, ampak nič hudega, ne. Pač niti ni, saj ni tako težka, ne. Med 50 izdelki so 4 pokvarjeni.
Se pravi, imamo 50 izdelkov vsega skupaj, 4 so pokvarjeni, 46 je pa zdravih, ali kako bi rekli, nepokvarjenih. Zdaj na slepo izberemo sočasno 4 izdelke. Sočasno bo pomembno. Kolikšna je verjetnost, da sta v izbranem vzorcu natanko 2 izdelka pokvarjena? Zdaj prvič, mi bomo zdaj verjetnost tega dogodka računali. Zdaj pa dajmo najprej izračunati, koliko možnosti je, če na slepo iz 50 izdelkov izberemo 4. Se pravi, da vse nam je, pač ali so pokvarjeni ali ne, mi imamo 50 izdelkov in izberemo 4. Se pravi, to so vse možnosti, ki se lahko zgodijo. In zato je to od spodaj. 50, 4. Od zgoraj moramo pa reči tako. Kakšna je verjetnost, da najprej izberemo 2 izdelka, natanko 2 pokvarjena? Mi moramo zdaj, kaj moramo? Najprej moramo od 4 pokvarjenih izdelkov izbrati 2, potem moramo pa izpred ostalih zdravih izdelkov izbrati 46. Se pravi, iz 46 še pa 2. In to je pa taka je pa verjetnost, da izberemo točno tako, natanko 2 pokvarjena izdelka. Zdaj moramo dati pa to v kalkulator pa izračunati. Tam pa že imamo rešitev, da se bomo malo preverili. Se pravi, 4 nad 2 je 6 krat, pa imamo 46 nad 2 je 1035, pol imamo pa 50 nad 4. Ta bi nam mogla zdaj priti večja številka, ne? Ker teh je vsekakor manj, možnosti. In res pride 230.300. In zdaj tole vse zračunamo. 6 krat 1035. Se tipkala, 6 krat 1035 deljeno z 0,400. In je 0,0269, kar je res 0,027. Ne? Okej. Tako. V bistvu je pa to, no. Tretjo še pa lahko poskusite ali pa tudi ne. Sami. To je bilo zdaj na hitrico, malo ponovitve, drugače pa imate tako tiste iz Astre za vse to, ne. Se mi zdi, da je čisto dosti tistih vsebin. To pa če še kjer hoče mene slišati, imam pa na to temo še tole, a ne. Okej.